Pod samo študijo o plačilnih navadah Slovencev so zajete vse transakcije na tako imenovanih prodajnih mestih, torej kjer potrošniki praktično kupujejo svoje blago in storitev, kot naprimer na bencinskih črpalkah, v trgovinah, v kioskih in na ostalih prodajnih mestih. Pri tem smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu vključili tudi spletno prodajo, prav tako tudi plačilo položnic in medpotrošniška plačila. Če pogledamo zdaj na ravni evrosistema, kar konkretne podatke, lahko ugotovimo, da je bilo na ravni evrosistema z gotovino plačanih 73% vseh transakcij. Enak delež je bil tudi v Sloveniji. V vrednostnem smislu pa je bilo na ravni evrosistema 48 gotovinskih transakcij, v 48% gotovinskih transakcij na ravni Slovenije pa 63%. Torej, ti podatki Slovenijo uvrščajo med državami z nadpovprečno uporabo gotovine. Če pogledamo recimo primer najbolj pogosto uporabljenih držav z vidika gotovine, sta to Malta in pa Ciper z 73% v vrednostnem smislu, najmanj pa se uporablja na Nizozemskem, sicer 22%. V Sloveniji, kot rečeno, je to 63%. Če pogledamo in primerjamo te podatke z predhodno študijo v letu 2016, lahko ugotovimo, da se je v povprečju na letni ravni zmanjšalo število oziroma uporaba gotovine za 2 odstotni točki na leto, skoraj skupno v 3 letih za okoli 6 odstotnih točk. Gotovina se prav tako poleg transakcijskega namena uporablja tudi kot hranilec vrednosti. V tem smislu je bilo izraženih v anketi kar 34% potrošnikov, ki je navedlo, da uporablja oziroma da ima gotovino doma za morebitne potrebe oziroma iz previdnostnih razlogov. V Sloveniji ta delež 33%, v letu 2016 pa na ravni evrosistema je bil ta odstotek 24%. Kar 55% vprašanih je tudi zatrdilo, da se jim zdi pomembno ali celo zelo pomembno, da bi tudi v prihodnje imeli možnost plačevanja z gotovino. Z vidika uporabe kartic je bilo na ravni evrosistema v količinskem smislu iz leta 2016 v primerjavi z letom 2019 zagotovljen porast uporabe kartic, in sicer iz 19% v letu 2016 na 24% v letu 2019. V vrednostnem smislu pa je bil ta porast iz 39% na 41%. Mogoče kot zanimivo še omenimo to, da je bilo kar 96% brezgotovinskih plačil v primeru spletne prodaje in kar 89% brezgotovinskih plačil v primeru plačila položnic. V Sloveniji je ta delež uporabe gotovine pri plačilu preko spleta oziroma preko plačila položnic nekoliko višji kot na ravni evrosistema, in sicer v primeru plačila preko spletne trgovine gotovino še vedno uporablja 8%, vprašanih na področju plačila položnic pa kar 19%. Torej, na ravni evrosistema smo v juliju 2020 opravili tudi anketo med potrošniki glede morebitnega vpliva koronavirusa na uporabo gotovinskih transakcij. Pri tem so potrošniki povedali, da so v času epidemije gotovino uporabljali manj, in sicer jih je približno 40% ocenilo, da bo gotovino oziroma da je gotovino uporabljalo manj in da jo bo načeloma izmed teh 40% tudi kar 87% v prihodnje uporabljalo manj. Je bilo pa tudi nekaj takih, torej 10%, ki so pa zatrdili, da bojo gotovino uporabljali več. Ostali delež, okoli polovica odstotkov, pa je zatrdil, da je uporabljal gotovino nespremenjeno, se pravi v enakem obsegu. Torej, za zaključek lahko morda še omenimo, da so prav vsi plačilni instrumenti pomembni z vidika potrošnikov, ker so za posamezna plačila, naprimer direktne bremenitve, pomembne pri plačilu položnic, pri plačilu recimo manjših stvari je še vedno popularna gotovina. Sicer pa je zavezanost evrosistema in tudi posameznih centralnih bank, da še naprej bomo izdajali in oskrbovali trg z gotovino, prav tako pa bomo ponovili to študijo predvidoma čez 2 leti.